Danes ste začeli zbiranje podpisov v podporo naknadnemu referendumu. Tukaj v Mariboru. Tako v Mariboru. Podpora naknadnemu zakonodajnemu referendumu glede vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško. Kakšna so sploh pričakovanja? Torej, jaz ocenjujem, da glede na podporo, ki smo jo dobili zdaj v teh zadnjih dneh, da zbiranje teh 40.000 podpisov zagotovo ne bo problem. V tem trenutku zbiramo samo podporo. Ko bo seveda jasen arbitražni sporazum, ko bomo točno vedeli, pri čem smo, ali so dejansko ogroženi najvitalnejši nacionalni interesi, kar se tiče skratka povezani z vprašanjem meje, bomo zatem tudi z konkretnim vprašanjem začeli tudi zbirati konkretno podpise. Torej, zdaj gre za neko podporo k temu. Pa gre morebiti zgolj za tipanje terena, ker z najnovejšo ukrepitvijo in z morebitno podporo tudi poslancev SNS ste zelo blizu tistemu številu poslanskih podpisov, da sami zagotovite nekje referendum. Poglejte, mi bi želeli referendum speljati na osnovi podpisov. Zagotovo je veliko lažje zbrati toliko in toliko število poslancev in zadevo spelješ. Jaz mislim, da je to ključno vprašanje slovenskega naroda, ne, in pomembno je, ali dobiš podporo ali ne. Zato pričakujemo to dobro podporo. Podpora je, nedvomno, kot sem dejal, do tega trenutka imamo 6.000 zbranih podpor in nadaljevanje bo pa potem seveda v odvisnosti od arbitražnega sporazuma, od tega, kar se bo zgodilo v državnem zboru. Jaz upam, da takšen, kot je sedaj pripravljen, ne bo sprejet. Čeprav, glede na dogodke, ki se dogajajo, da pravzaprav koalicijski buldožer riva pred sabo vse, kar je mogoče, da bo tudi ta arbitražni sporazum sprejet, in jaz ocenjujem, da to ni dobro za slovensko državo. In kako bi formulirali vprašanje morebitnega referenduma? Konkretnega vprašanja še nimamo sformuliranega, zagotovo pa bo šel v duhu ohranitve celovitosti, torej slovenskega morja in celovitosti slovenskega ozemlja. Pa se vam zdi, da je morebitno Ne gre, zagotovo pa ne, ker so bile v zadnjem času špekulacije, češ da bi naj bila Slovenska ljudska stranka proti vstopu v Evropsko unijo. Ne, to zagotovo ne drži. Jaz sem za to, da Hrvaška stopi v Evropsko unijo, Slovenska ljudska stranka je za to, da stopi Hrvaška v Evropsko unijo, vendar ne, brez slovenskega ozemlja, brez slovenskega morja. Koliko so vse te aktivnosti usklajene oziroma v sodelovanju z Zavodom 25. junij oziroma z vami podobnikom? To je projekt Slovenske ljudske stranke, tako da tu Zavod ne sodeluje. Se vam zdi morebitni referendum v duhu dobrososedskih odnosov z sosedo Hrvaško? Poglejte, kar se tiče dobrososedskih odnosov. Če bi želeli na eni in na drugi strani, da gojimo dobrososedske odnose, bi v tem trenutku, ko je Hrvaška pristala, da se umaknejo vsi prejudici in da so nična vsa dejanja po 25.6.91, bi ravno v duhu teh dobrososedskih odnosov in kot neko gesto lahko storila to, da bi začela z umikom fizičnih prejudicov, tako kontrolne točke v Sečovljah kot kontrolne točke v Hotizi. Teh kontrolnih točk do 25.6. tam ni bilo, tudi še kasneje. In prav bi bilo, da bi se umaknili tam, kjer so pa bile, skratka v Sečovljah gor na hrib, v Hotizi pa na desni breg Mure, in bi se potem tako na teh novih osnovah začeli, kot ste dejali, v duhu dobrososedskih odnosov pogovarjati o tem, kako bomo našli pravično rešitev tega mejnega spora.